Hej, brat, kako si? Odlično, pozdravljen, brat. Kako? Lep pozdrav, odlično, hvala lepa. Lep pozdrav tudi tebi, pa seveda vsem, ki se nama pridružujejo. Ja, hvala lepa, ki si vzel čas. In tudi za mene je zelo pomembno, sem zelo vesel, da lahko se pogovarjamo danes skupaj. Hvala, enako, Marko. Mi je zelo veselje, da lahko v teh časih, pa tudi drugače, da lahko govorimo, delimo in širimo, bom rekel, tudi najno, bom rekel, neko torbico, ki jo nosimo sabo, ne? Ja, to je to. Ti si vzor za mene in jaz prvič, ko sem bil na eno tekmo, je bilo takrat, ko si v Maribor si imel tekmo, si zmagal. Takrat je bilo prvič in sem zelo vesel, da lahko sem tebe videl takrat. Hvala lepa. Marko, hvala tudi tebi, seveda, jaz bom rekel, tako kot veliko krat govorimo, seveda, kar se nogometa tiče in pa tudi nasploh družinskega življenja in pa življenja nasploh, bom rekel, si mi tudi velik vzornik, kajti, bom rekel, vsi vemo, da je težko ustajati nekako realno na tleh, predvsem takrat, ko so stvari zelo na višku in jaz bom rekel, da ni pomembno, kaj si v trenutku, ampak pomembno, kaj si v življenju. Ne? In tebi zares uspeva, da si v življenju in to uspešen in to so tisti, bom rekel, za mene najsrečnejši trenutki, ko jih vidim. Nasploh športnike, še posebej pa, če jih poznam, tako kot se poznava mi dva, mi je to res blizu in pa hvala Bogu, da nam jo šport vodi v tej smeri, ne? To je to. Ta life je namen, da pomagamo ljudem, ki živijo v športu in na kak način lahko oni se poboljša, na tak način lahko dosega vse, kar mi že imamo, na tak visok nivo, ker mi smo že na tak nivo, zato smo tukaj. Imamo eno vprašanje za tebi, Dejan. Ti si v športni pokoj, ampak vseeno, te ni dolg čas. Kaj delaš po končana karijera? Ja, moram res reči, da pravzaprav bi bil moj poraz v življenju, če bi verjetno imel preveč časa ali pa zjutraj, ko se vstanem, razmišljal, s kom bi pa šel danes na kavo ali pa kaj bi pa danes počel. Hvala Bogu, se mi tega to ni zgodilo. Po drugi strani moram reči, da imam seveda pestro življenje zraven svojega športnega centra, upravljam še veliko stvari, ki so, bom rekel, seveda povezane z družino, življenjem, tudi kot eden izmed podpredsednikov na Fundaciji za šport delujem. Tako da v bistvu zelo veliko predavanj o življenju, o motivaciji in podobno delam, tako da pravzaprav res je, ni mi dolg čas, skoraj da ima dan premalo ur, ampak prav to je tisto veselje, da se po neki karieri oziroma v nekem spremembi življenja, delovanja v življenju, da ne zaideš nekam v neko brezdelje, da ostaneš aktiven in pa seveda to je tudi tisto glavno sporočilo, kjer je volja, tam je pot. Ja, jaz tudi takrat, ko smo se pogovarjali, si rekel, da tudi, ko si bil otrok, si imel težave, nisem imel dosti denarja, da si mogel trenirati. Tudi jaz v Braziliji sem prišel s favela, nisem imel kopačke pravzaprav, ampak kako ti lahko povej tvoja zgodba, da lahko drugi, ki mogoče nimajo dosti denarja, ampak še vedno je pogum, je upanje, da lahko uspemo v življenju. Jaz mislim, da je veliko krat v življenju tako, da se pravzaprav v življenju treba boriti, da si navajen težkih trenutkov. Seveda je danes življenje nasploh na zemlji, se mi zdi bistveno lažje, kot je bilo seveda nažalost v nekih predelih, tudi Slovenije, so še neki, bom rekel,
kraj, kjer je življenje še vedno, bom rekel, težko, kjer v bistvu, ne vem, in internet in ne vem, avtomobil pred hišo in pa ne vem, miren spanec še vedno ni verjetno samoumevno. Seveda si bi želeli zelo drugače, pa vendarle, jaz bom rekel, da mene življenje je naučilo to, ne, da takrat, kot je najlepše, se obnašaj tako, kot tudi takrat, kot je najtežje. Kajti konec koncev, spoštuj se, ne ponižuj se, ampak za to, da ti bo lepo, treba delati. In tudi zdaj, ko je tudi nama in pa vsem najnim prijateljem, ljudem, ki v življenju nekaj imajo, tako ali drugače, po športni plati, vsi, ki so nekaj dosegli, so morali veliko za to dati. Smo morali veliko za to dati. In ne glede na to, če hočemo nekaj imeti, moramo nekaj dati. In to je tisto glavno sporočilo v življenju, da manj damo, manj imamo. Res redko kdaj je tako, da če res se razdajamo, res se žrtvujemo, res garamo, da ni rezultata. Jaz verjamem, da je rezultat vedno možen, če smo zvesti sami sebi. Seveda v današnjem času je to zelo težko, kajti imamo dostop do nekih, bom rekel, vsebin, ki niso vedno realne, vidimo samo blišč in pa seveda, bom rekel, slavo. Tudi do tega je potrebno priti in pa seveda zelo težko je danes priti do tega, to vzdržati in to odpeljati, bom rekel, nekako v smeri pozitive. Sam osebno verjamem, da seveda se vsi spreminjamo skozi čas, ker doživljamo neke nove držljaje, imamo neke nova doživetja, spoznavamo nove prijatelje in bom rekel, vsak dan je nov. In pomembno je, da nismo v življenju tisto, kar bi radi bili zaradi drugih, ampak da je pomembno to, da smo v življenju takšni, kot smo. In sigurno obstajajo ljudje, kateri bojo to spoznali, kateri se bojo radi družili z vami, kajti če bomo igrali v življenju, da bi radi bili nekaj, kar nismo, slej ali prej bomo izgubili tudi te, ki smo jih dobili na hitro, zato ker bi pač radi bili nekdo. Pomembno je, da smo takšni, kakršni smo in naša največja moč je to, da smo takšni, kakršni smo. To je to. Jaz tudi vem, da dosti mladi ali dosti športniki ima ogromne talente, ampak na drugi strani manjka malo karakter. In ti kot oseba, tako človek, vem, da imaš dober karakter in lahko povem malo o tem, da ne samo talent je pomembno, ampak tudi karakter je zelo pomembno, ne? Absolutno, jaz bom rekel, da talent je pomemben, ali pa tudi ne tak zelo, ker če ne garamo, tudi talenta ne bomo znali izkoristiti, ne. To je dejstvo. Vsak talent dela trening dela, vsak mojster dela trening pa mojstra in jaz lahko rečem, da lahko smo ne vem kakšen talent in če ga ne bomo, če bomo delali samo za talent, ne bo dovolj, če bomo pa garali, potem bo pa dovolj, da dosežemo in se dotaknemo neke zvezdice oziroma nekega osebnega maksimuma v življenju, ali na športni, ali na kateri drugi plati. Sam veš, Marko, da tudi tvoj talent je treba brusiti kot tisto najbolj kristalen diamant, ne. Če bi ti ležal doma ali pa bi treniral samo pol ure na dan, ne bi mogel svojega talenta nikoli izkoristiti, kljub temu, da imaš neskončno velik potencial. In danes se vsi čudijo, ne, še vedno tako igraš, še vedno je wow, ampak zato je potrebno zelo garati, ne. In mladim športnikom naj se ne ustrašijo garanja. Garanje bo jim dalo tisto zakladnico, iz katere bojo črpali, ko bo najhujše. To je to. Dejan,
Ko sedaj dela z mladim, kakšna je razlika med tabo in med mladim danes? Kaj misli, da je razlika? To garant, kaj si rekel, kaj je razlika? Jaz opažam, da imamo zelo veliko talentov. Mislim, da je, bom rekel, ena taka eksplozija talentov pozitivnih. Seveda pa bom rekel, ob današnjem času, ker pomanjkanje ni več toliko, se ne rabijo boriti in v bistvu pričakujejo, da bojo z 2-3 uri na teden treninga dosegli to, kar si dosegel Marko ti, to, kar sem dosegel jaz. Jaz bom rekel, da to je tisto najhujše, kar je zgrešeno. Lahko imaš najboljši avtomobil, lahko imaš najboljša oblačila, lahko imaš največ denarja, ampak to ti ne pomaga postati, da boš bil najboljši v nekem športu. Tega si ne moreš kupiti, ker to je garanje. In zavedati se samo treba v življenju, tudi če nismo v športu, tudi če delamo kakršnokoli drugo delo, se pravi, ne vem, direktor neke firme oziroma nekdo, ki je odgovoren za velike stvari, je tudi v službi bistveno več kot oni, ki pridejo v službo pa odnesejo bistveno nižjo plačo na mesec domov. Ker je bistveno manj odgovornosti, ker je bistveno manj zavedanja za tega, zaradi tega, da treba veliko narediti, veliko odgovornosti prevzeti in da zadnji sledi res garanje. Jaz ne govorim, da zdaj eni bolj, eni manj, ampak razlika med, bom rekel, uspehom in neuspehom je takrat, ko se začnejo ponavljati vaje, do takrat, dokler mi ne čutimo in bolečine, in utrujenosti, in požrtvovanja, do takrat je pač samo trening. Ko pa presežemo mi tisti nivo na treningu, ko pa začnemo čutiti napor, slabost, bolečino, le takrat je dovolj, da izstopimo iz povprečja, ker do takrat je največja množica na zemlji. In vsi več ali manj delajo do bolečine, ko pa treba malo preskočiti, ko treba malo bruhniti, ne, stop, mene bo kap. Ne, takrat se kome začne pravi trening, se pravi, do takrat tisto delamo vsi. Potem, če pa si želimo izstopiti, kot naprimer Marko, si to ti v klubu, verjetno je veliko več, mislim, veliko talentov, tudi večjih talentov od naju. In niso uspeli. In zakaj niso uspeli? Jaz veliko krat naletim na to, da rečem, stari, pa mi dva smo boksala skupaj, vse veš, pa je bilo tako, pa tako, pa zakaj jaz nisem, zakaj sem jaz moral iti takrat v službo, pa zakaj jaz nisem takrat ostal na treningu. O tem odločaš sam. O tem odloča tvoje garaštvo, pripadnost in pa seveda tudi, jaz bom rekel, da sem vedno sanjal v naslovu svetovnega prvaka. Čeprav takrat se nisem zavedal, kaj to pomeni. Ampak imel sem cilj. Jaz sem imel vedno cilj, nisem rekel, ko bojo meni ponudili možnost za svetovnega prvaka, se bom jaz začel pripravljati. Jaz sem bil pripravljen na to, da bom dobil šanso. In ko so meni rekli, da bom dobil šanso, sem rekel, ok, jaz sem ready. Ne, da jaz zdaj rabim pol leta, da se pripravim. To 2015 si imel, 2015 si bil prvak. 2015 sem zaključil z aktivno kariero, 2009 sem postal svetovni prvak. 2009. Ja, 2011 septembra sem potem izgubil, potem sem 2014 oziroma 2015 spet postal svetovni prvak in pa bom rekel, potem je tudi seveda športu je v bistvu vedno zelo lepo in pa bom rekel ta občutek nekega vse splošne zmogljivosti in pa nadnaravne neke moči, je veliko krat tako dolgo, dokler pač te tudi emšo ne izda. In jaz bom rekel, da v športu je tako, da eno, ko ti lahko, ne vem, še vedno enako dobro tečeš, kot si tekel v najboljših časih, ko ti lahko dvigneš enake uteži, kot si dvigoval v najboljših časih. Potem pa prijema na igrišče,
pa se ne znajo več z žogo. Potem pa prijemo v ring, pa nisi več dovolj hiter. In potem je to seveda znak za to, da je počasi konec, da ne troši več svojega telesa in pa da je bolj varno biti tukaj, kjer sem jaz zdaj. Ja, to. Jaz tudi sem malo proti koncu kariere tudi, ampak upam, da bom še igral malo 2-3 let in potem bom končal kariero. Jaz se ti divim, Marko. Res, vsaka čast. Hvala lepa za vse. Kdaj si imel zadnjo toliko čas, kot jih imaš zdaj? V tem času, ko moraš stati doma, kaj delaš doma zdaj? Marko, jaz bom rekel, da ne bi želel, da izpade zdaj tako, da ne vem, da sem vesel, da je stanje takšno, kakršno je. Niti slučajno, zaradi tega, ker pač je situacija pri nas resna in pa seveda tudi v svetu. Ja. Ampak jaz bom rekel, da opažam šele zdaj, v bistvu jaz sem zdaj 12. dan doma. Predtem pač sem imel neke obveznosti, 12. dan sem doma in tisto, kar je pravzaprav celo moje življenje zdaj nekako bilo, jaz sem bil do zdaj največ doma v komado, da rečem, da smo res bili doma, da smo bili z družino doma 2 dni, 3 dni. Aha. Drugo je dopust, ko gremo dopust, ampak potem se vedno dobiš še z nekimi prijatelji, neki znanci, obisk sorodniki in podobno. In moram reči, da žalostno, resnično, veselo je to, da v bistvu pravzaprav na nek način zdaj marsikdo spoznava svojo družino. Jaz osebno bom rekel, sem zato, da se je to zgodilo v pravem trenutku, ravno od tega dela, pa od teh nekih skrbi in vsega nekega študiranja, se mi zdi, da imam to srečo, da spoznavam neke nove prostore v svoji hiši, v kateri sem pravzaprav vsak dan. In ne spoznavam, bom rekel, svoji 2 hčeri, tudi ženo. In v bistvu neko življenje, družinsko življenje, bom rekel, zdaj dobiva tisto vsebino in pa rečeš, wow, vse to imam jaz, kar je pravzaprav vsak dan čisto samoumevno. In jaz bom rekel, da nažalost v tem trenutku je moj največji privilegij, da sem lahko doma in seveda doma poskrbim tudi za kakšen trening z hčerama, tudi žena je aktivna, tako da v bistvu tisto, kar pa najpomembnejše doma okrog hiše in pa, ker imamo kar nekaj zemlje okrog hiše, lahko naredim neke stvari, ki me polnijo, ki me izpopolnjujejo in me umirjajo in si, bom rekel, nekako nabiram moči za to, upam, da ne bo potem preeksplozivno in pa seveda prebrutalno, ampak nabiram moči za kasneje. Ja, jaz tudi zdaj izkoristim ta čas, da vem, katera družina imam in dosti smo skupaj, da igramo Uno, beremo Biblijo zaradi moja vera, pa se pogovarjamo. Bravo. Tudi moj sin, ki ima 15 let star, pa dosti stvari se pogovarjamo zdaj, ki nismo imeli časa prej, da se pogovarjamo, zdaj boljše se poznamo in je zelo lepo, ampak na drugi strani tudi pogrešam adrenalina, tekma, vse to. Absolutno, te popolnoma razumem. Kar se mene tiče, jaz bom rekel, da seveda nisem več v tem aktivnem trenažnem procesu. Jaz te popolnoma razumem, kaj doživljaš, najverjetneje zdaj najtežje vam, aktivnim športnikom, ki ste podvrženi neki avtomatizaciji, nekemu adrenalinu, nekim potrebam, ki ste jih navajeni vsak dan. Tako da, ja, tako kot si rekel, jaz bom rekel, da šele zdaj opažam, kolikokrat preslišim neke zgodbe. Zdaj mi uspe moje hčeri poslušati. Ja. Razumem, kaj mi razlagajo. In pa tudi konec koncev sam sebe ujamem velikokrat, ko res tisto, ko greš ven, pa že, wow, čakaj malo, to sem jaz naredil, to je to. Mislim, take majhne malenkosti, naprimer, ne vem,
danes sem najbolj užival, oziroma že 4 dni imam delavnih v gozdu, kjer delam z motorno žago, mislim. Potem smo uredili gozd, mislim, noro. Top, ja. Danes sem naredil kosilo doma, jaz. Bravo, Marko. Nije bilo kot žena, ampak probo druge stvari tudi, ne. Bravo, to je tisto, kar nam daje življenje potem, ne. To je to. Če ni bi bil v boksu, kaj bi počel? Marko, Nogomet. jaz upam, da bi vse enkrat s tabo igral. Ja. Jaz sem šel na trening nogometa, ker ga takrat ni bilo ali ga nisem najdel. Sem zavil v dvorano, v kateri se takrat odvijal boks. Tako sem jaz ostal pri boksu, predvsem zaradi tistega mojega prvega boksovskega trenerja, Ivana Pučka, ki je bil tako zelo karizmatičen, da sem potem čez 2 leti, ko sem treniral, sem potem kar živel z njim. In seveda potem se mi je odprla neka nova dimenzija. Jaz kot v otroštvu nisem živel s starši, sem živel v rejništvu in pri tetah, stricu in podobno. In potem sem moj stik z, bom rekel, svobodno civilizacijo in potem je bil seveda ta moj trener Ivan Pučko, kateri me je zapeljal v čudovit svet boksa in pa potem, bom rekel, na koncu na sredini me je pripeljal tudi do odličnega prijatelja, ta Pučko in pa Milutinovič, Stanislav, sta mi pravzaprav res ponudila vse tisto, kar bi mi lahko ponudili starši, pa še veliko več. Tako da v bistvu lahko rečem, da sta Pučko in pa Stanislav res 2 osebi, katere sta me pokazali pravo pot. In pa tudi po drugi strani, bom rekel, nekako tako pri Pučko Ivanu sem naredil osnovno šolo in pa srednjo šolo. Na koncu pri Milutinoviču Stanislavu pa sem diplomiral tudi za res v življenju in pa življenjsko. Super, ker jaz mislim, da vsak od nas rabimo en mentor, da nas pokažejo pot, kaj moramo narediti. Jaz tudi sem imel mentor za svoje življenje, da lahko igram boljše, da po tekmam je povedal. Najprej je bilo moj oče, pa potem so meni, drugi ljudi so mi pomagali in tudi danes imam mentor, ki mi pomaga zdaj glede življenja. In vem, da tudi ti si imel dosti mentor in mladi tudi rabijo mentor, ne? Ker drugače sam težko dosegamo, kaj hočemo. Res je, jaz bom rekel, da če ne bi bilo, naprimer, ne vem, tako kot sem že prej rekel, ne? Pučko Ivana, Milutinovič Stanislava, pa na koncu še danes, bom rekel, seveda, mojega velikega prijatelja Tomaža Barada, ne? Mi smo pravzaprav skoraj, da ne bi profesionalnega boksa kot takšnega najverjetneje v Sloveniji poznali. Zakaj? Zaradi tega, ker je vedno znova prevzel, bom rekel, naredil prvi dvoboj, zadnji dvoboj in vmes nešteto dvobojev, ne? To so prijatelji, ki jaz rečem, da so velikokrat poslane od tam zgoraj Boga ali čestkoli. Mislim, to so stvari, ki se pravzaprav zgodijo, ampak ne zgodijo se vsem, ne? Tisti, ki samo delajo, ne? Ni dovolj. Tisti, ki začnejo garati, mislim pa, da je dovolj. In isto je v življenju, isto je v športu, oziroma isto podobno. Jaz pravim, šport pa posel je samo vsebina drugačna. Vse ostalo je garanje enako. To je to. Dejan, za tabo je izjemna karijera. Še vedno si vzor mladim in tudi za mene. Kako se spominjaš svojo kariero? Kaj je bilo najpomembno? Kako se spomniš za svojo kariero? Marko, tako bom rekel, meni se je zgodilo,
Meni se je zgodilo v mojem življenju, v športnem življenju, ne, tako bom rekel, ne da me je presenetilo, nekako bom rekel, se spominjam, jaz niti nisem vedel, kaj to pomeni pravzaprav, postati svetovni prvak v boksu. Seveda sem si želel, ker sem treniral, ne, ampak potem na koncu vse nisem, mislim, rekel sem samo, jaz bom svetovni prvak, pa nisem mi sanjalo, kaj to pomeni. Še potem, ko sem se začel ukvarjati s tem, ampak nikoli mi ta, bom rekel, želja ni nehala goreti. Predvsem tisto, bom rekel, kar se mi zdi, da me je gnalo naprej, je to seveda moje otroštvo, v katerem sem bil navajen delati. Jaz bom rekel, da je en gospod pred nedolgo nazaj izjavil eno zelo pomembno in pa zelo resnično rek. Včasih, danes pravzaprav, so otroci pridni, če vse pojel. Včasih pa, če si bil priden, si dobil za jesti. In pa seveda predvsem delovne navade, seveda čas gre naprej in hvala Bogu, se ne moremo biti zategnjeni pa živeti v onem času. Predvsem delovne navade, ki sem se jih naučil v otroštvu in pa celo življenje borba, tako ali drugače, ali za svinčnik, ali za plastični avtek, ali za boljšo torbo. Zavedal sem se, če hočem nekaj imeti, moram nekaj dati. To je to. Jaz bom rekel, da sem vedno verjel tudi v to, da če bom naredil vsaj 20% več kot najboljši pred mano, potem bom uspel. In vedno sem se nekako tega držal. Čeprav se mi je včasih zdelo, ko je nekdo v boksu, ko je bil tako nemogoče dober, pa sem sam sebe vprašal, kako bom jaz 20% boljši od tega. Nemogoče. In potem, ko sem rekel, da je nemogoče, sem sam sebe rekel, ok, se pravi, je tvoje poti konec. Ne. Zato pa treba iti na trening. To je to. Moram delati več kot vse ostale. Jaz tudi verjamem te tudi jaz kot nogometaš, kdo je v prvi 11. Jaz vedno gledam in sam sebi rečem, jaz moram trenirati 2-krat ko on, ki je zdaj v prvi 11. In takrat sem treniral in potem sem igral. Samo na tak način lahko mi obrnemo situacijo, življenje tudi isto. Bravo. Točno tako. Predvsem ta pozitiva, ne kje bi jaz lahko dobil nekaj. Ne, kje sem jaz prigaral nekaj. Ok, ni problema, zagarat ni problema. Meni je najboljše, ko mi nekdo nekaj podari, ko mi nekdo nekaj šenka. Kaj te je pri boksu najbolj navdušilo? Ni me navdušila, bom rekel, sama brutalnost treninga. Najbolj me navduševalo, pa pravzaprav sem tudi potem ostal v boksu, ker je izjemno zahteven šport. Ja. Zdaj, razlika med težkim in zahtevnim je zelo velika za mene osebno. Težko lahko tečemo, rečemo 4 ure, zahtevno pa pomeni, da 4 ure tekamo intervale. Zdaj pa, kjer je zdaj lažje, pa kjer je težje, pa kjer v bistvu je potem odvisno vse od nekega, bom rekel, spoznanja in pa razmišljanja in pa prefriganosti, po domačem. In ko sem uspel dojeti, ko sem imel že čez 200 borb in sem ugotovil, ker sem se vedno spraševal, pa kdaj bom jaz vedel, kdaj se bo kaj zgodilo. Nikoli ni enake situacije. Nikoli ni istega obrata, istega udarca, samo približno enako udarec je, čeprav je da vidim vse enako. In predvsem to, bom rekel, ko sem spoznal, ko sem se začel zavedati, da je razlika med zmago in porazom čist majhna. In samo, ali si več bil tepen, ali si pa jih več dal. Pravzaprav ta zahtevnost športa
pa vedno drugače. Ko si mislil, da si najboljši, si videl, da nimaš, za burek, in spet drugo, ko si se podcenjeval, si videl, kako dober si in obratno. Tako da in pa seveda predvsem tudi ljudje, jaz bom rekel, da sem spoznal zelo veliko vrhunskih boksarjev in zelo veliko vrhunskih boksarjev imajo dušo, imajo srce in so, tako bom rekel, taki čustveni softiči, da glava boli. Čeprav se nas ven veliko krat kažejo kot ko jači. Ampak v osnovi tako veliki, bom rekel, softiči, čustveni seveda, ampak pripravljeni dati za energijo, za življenje, za šport, življenje. Ja. Takrat, ko se bori, ko si v ringu, ne, in nekaj gre narobe, ali si padel, kaj potem misliš? Ker dosti krat tudi mi v življenju, dosti težave imamo, ko smo na tle, kaj moramo mi narediti, da lahko spet se stanemo na noge in da se borimo nazaj. Samo čisto enostavno. V porazu in zmagi odločamo mi v življenju. Mi lahko izgubimo bitko, eno borbo, eno tekmo. Ne moramo pa izgubiti celega prvenstva. Se pravi, lahko izgubimo bitko, ne moramo pa izgubiti vojne. Stari rek, ne? Se pravi, konec je takrat. Jaz pravim tak, en zelo dober stari pregovor, ne? Na koncu bo vse v redu. Ja. In če je na sredini, ne, tisto, če še ni v redu, to pomeni, da še ni konec. In druga stvar, jaz bom rekel, da je zelo pomembno se zavedati, da namesto nas na dolgi rok ne bo nihče nič naredil. Kar bomo sami naredili s pomočjo seveda ljudi, družbe, to bomo tudi potem imeli. In pa tudi od tega potem eksistirali. In jaz bom rekel, da enostavno rek, no pain, no gain. To je to. Zdaj zelo čustvena vprašanja. Če bi lahko spremenil kaj v svojo kariero, kaj bi to bilo, če ne vem, če bo nekaj 10, 20 let nazaj, če boš nekaj spremenil svojo kariero, kaj bi bilo to? Jaz vem, da je zdaj to mogoče kičasto, ne? Jaz verjamem, da če bi karkoli spremenjal, mogoče zdaj danes ne bi sedela tukaj, ne? V taki obliki, v tem trenutku, na tem mestu. Jaz osebno bom rekel, da dobenega poraza ne bi izbrisal. Vsi me sprašujejo, kaj če bi bilo takrat v Ameriki tako? Ja, mogoče nas zdaj ne bi bilo tukaj, ker bi bili v neki novih dimenzijah. Jaz pravim, da jaz osebno ne vem, jaz ne bi rekel zdaj, otroštvo si bi spremenil v to, da bi živel s staršem. Če pa pol ne vem, če bi bilo tukaj tak, če bi bil danes jaz takšen kot sem, ne? Mogoče bi si kdaj vzel več časa za komu pomaga. To je tisto, kar bi lahko spremenil. Pa tudi, če bi lahko pomagal, ne vem, jaz bom rekel tako, da ne bi kompliciral, da ne bi nekaj sortiral, nič ne bi spremenil, čisto zares nič. Ker tudi tisto, ko sem ga v življenju na hard, moralo je biti, da sem postal takšen človek. Ja, jaz tudi to imam isto mnenje za to. Kaj ti je bil tisti najtežji trenutek v karieri? Ja, mislim, da je bil dvoboj proti Turmanu v Ameriki, kjer sem pravzaprav začela se je biološka starost pri meni in sem podcenjeval, delal sem enako kot takrat, ko pač pravijo, da se zmagovalnega tima in pa postopkov ne menjava, ne. Jaz bi moral takrat zamenjati, pa nisem zamenjal nekih stvari na treningu, seveda. Mogoče je to tisto edino, kar bi rekel, da bi si vzel več časa za ta del priprav. Vse ostalo pa bom rekel spet,
nič ne bi spremenil. Stari, meni se je zgodilo to, kar se mi ni smelo zgoditi. Never ever, mislim, po dobenem logaritmu ali čemu, kotni funkciji ali čemorkoli, nikoli. Super. Kako teško je bilo, ko si končal s profesionalne karijere? Tu pa je čas za filozofijo. Na začetku bom rekel, ko je bil zadnji dvoboj v Ameriki z Laro, sem se zavedal, ugotovil sem, da sem bil prepočasen. Jaz sem videl, da bom nekaj naredil, jaz se nisem mogel umakniti. Najhujše mi je bilo, ko sem videl, da je on videl, da bom jaz udaril, pa je že on bil na Kubi, jaz pa sem še komaj štartil z udarcem. Mislim, sem bil prepočasen. Ne? In potem sem sam sebe presenetil, ker sem vedel, da več nočem, ker nisem več sposoben delovati na najvišjem nivoju. In potem sem rekel, ok, to bom naredil takoj danes. Potem mi žena reče, daj malo prespi, ono drugo, in takoj jutri sem takoj rekel, takoj bom poslal. Jaz sem hotel pravzaprav najprej povedati tistemu, ki mi je tudi na samem stopu v profesionalizem najbolj pomagal, to je Tomaž Barada in pa moj trener Stanislav Milutinovič pa Puška, ampak sem vedel, da če bom njim prvo povedal, bojo me sigurno pregovorili. Sigurno bojo poskušali, ne. In potem jaz sem to naredil in bom rekel, da prvi en mesec mi je, bom rekel, zelo pasalo, potem pa se je začela, bom rekel, najverjetneje tudi to čaka tebe. Takrat me lahko pokličeš, boš najdel sogovornika. Veš, življenje se spremeni, mislim, ti prihajaš iz enega sveta, kjer ti je kristalno jasno vse. Od čistega undergrounda do nebes, do česarkoli, ti je vse jasno. Pa še prvih, 14 dni, 3 tedne ti je super, ker pač zdaj pa nimaš neke obveze, pa je super, vse je lepo prav. Meni se je pravzaprav začelo po 3 mesecih dogajati, da se mi je začelo rušiti telo, fizikalno. Jaz sem mislil, da bom, kaj se zdaj dogaja, porko dio. In potem sem začel seveda malo bolj trenirati. Ampak seveda ti treningi spet niso več bili takšni, kot so bili prej. Mišični tonus je začel padati, sklepi so začeli peti, to je začelo, ko se mi zdi, da ko šel po ulici, se slišal, kako mi sklepi pojejo. V glavnem, potem enega pol leta, bom rekel, tudi, neke take male ali velike, tudi depresije in polnih sam sebe sem že imel za bipolarca, zaradi tega, ker sem bil super dobre volje, v tistem trenutku pa sem bil super slabe volje. Iščeš se, kdo si, kaj si sposoben narediti, kako boš živel, boš lahko otroke preživljal. Mislim, veš, vse to se povezuje in potem se vse to potem ruši, potem pa seveda tudi zelo dobro družba, zelo veliko prijateljev, pa ne govorim zdaj, zelo veliko prijateljev, takoj naslednji dan, ko ti končaš, spremeni odnos. Spremeni distanco do tebe. Družba kot tašna. Nisi več pomemben. Predtem si rekel, ne vem, helikopter pride, gremo, ne vem, na morje, gremo. Helikopter je tu, gremo. Potem rečeš, avto pride, avto ni. Mislim, zelo jasen ja, je jasen ne. Potem nas kot športnike, ne, se učimo seveda nekih prilagojenih, poslovnih, bom rekel, in fraz in potez. To je potem ni, tega ni. Tisto, kar je bilo vedno ja, samo ja, pa ne velika stvar, je zdaj sredinec. Potem, ne vem, seveda, iščeš sam sebe, iščeš, kdo je, kdo ni, mislim, zaletavaš se v zid in se odbijaš vedno bolj. In potem, bom rekel, v nekem trenutku, ne, ko trdno prestaneš na tleh in rečeš, ok, pa dobro, spet isto, kot smo rekla prej,
Pa zakaj? Mislim, kaj? Se jaz moram rešiti zaradi drugih, ali se jaz moram rešiti zaradi sebe? Mi je pomembno, kaj bojo menili ljudje, ali s čim sem jaz zadovoljen. In meni je bilo, bom rekel, ta moja poštenost do samega sebe, do mojih najbližjih, ne, mi je zelo pomagala, kaj predvsem žena, ki me je veliko krat rekla, kdo bi ti rad bil? Mislim, ti si, kar si, ne? Ti ne moreš biti zdaj tisto, kar si bil, mislim, slabo samo to, kar si in takšen, kot si okej, ne? Mislim, zakaj, kaj je tebi pomembno, ne vem, kaj tebi reče X oseba, zato, ker imaš, ne vem, ko smo že prej, lepa oblačila, lepi avto, bla, bla, in potem rečeš sam pri sebi, je pa dobro, mislim, čakaj malo dejan, jaz ne morem v življenju, lahko zrastem še za 2 metra, ampak z 2 žlicama naenkrat jaz ne morem jesti. To je to. In pomembno je, da ostaneš sebi zvest. Seveda v nekem trenutku, ne, so mi moji prijatelji tudi to rekli, umiri se, bo to, ne. Kaj ti meni govoriš, umiri se, mislim, kaj ne govoriš, umiri se, jaz bi rad nekaj počel, jaz bi rad bil ustvarjalen, jaz bi rad bil, veš, rad bi videl neki bonifit, neki produkt, ampak če je ono, kako boš ti naredil produkt, kaj sploh znaš, ne. In mislim, ne kaj sploh znaš, vedno tudi ti se kar dobro narediš, ne, pa narediš neki dober posel, ne, pa že, ok, to se mi je zdaj stralo, da pogremo naprej. In potem, meni se tako zgodilo, ne, in znotraj sebe, ne, začnem z nekimi psihičnimi in pa na koncu, stari, znotraj telesa se spreminjajo, taki kemični postopki se dogajajo, da ti jasno ni, nisi ti, ne vem, ne poznaš se in potem rečeš, na koncu zvestoba je edina tista, ki je na koncu zdravilo, ne. Ja. Pred končam kariera, bom tebi poklical, gremo na kavo in boš mi razlagal. Lahko me primeš za besedo. Lahko. Dejan, kaj je najbolj pomembno pri borba? Da se brani, a da napadaš? Kaj je najbolj pomembno? Odvisno od nasprotnika, ampak brez obrambe ni napada. Včasih je najboljše eno, odvisno od nasprotnika. V bistvu, isto kot pri vas, nekomu leži, da, ne vem, da taktizira. V bistvu je to taktiziranje v športu, ne. Nič se ne zgodi, tako je priješ na trening, narediš 3 udarce, pomisliš, da bo serijo naredil. Jaz verjamem, da cel svet študira o tem, naprimer tudi tako pri tebi v nogometu, kako bo dobil žogo, pa bo na gol dal, pa prazen gol, pa zgreši gol. Pa pri nas isto. Lahko bi ga vdaril, roke ima dol, lahko bi, kaj ga nisi vdaril, roke ima dol. Ja, vdari ga, če ga lahko, ne. In zelo pomembno je, da imaš fokus, da je treninga toliko, da je v bistvu, da so tvoji gibi, tvoje mišljenje, avtomatizacija, ti samo spremljaš, kaj se dogaja in avtomatsko ti narediš tisto potezo. Tako kot je veliko krat verjetno, jaz, ker pač malo gledam na te športe, ne, včasih, in zelo dosti tudi čitam teh stvari, ne, in tudi pri nogometaših se dogaja, mogoče tudi pri tebi, včasih to je avtomatika, žogo zadaneš, gol. Pa nisi vedel, da si meril na gol, ne, isto pri nas. Odmik takoj udarec nazaj, kako si to lahko naredil? Ti, pa je bilo dobro, pa niti opazil nisi, ker so že drugi elementi vmes, drugi pa ti reče, stari pa kako? To je automatizacija, to je tisto, kar je zelo pomembno, se pravi, spet smo pri treningu, koliko krat več narediš od nasprotnikov, toliko krat boljši si. To je to. Za konec, ker ti si super, hvala lepa, sem zelo vesel, to je top. Kakšne plani imaš za prihodnost? Ostati v športu, predvsem ostati, bom rekel, predvsem v teh časih, ostati v športu, ostati zdravo in pa, bom rekel, pomagati ljudem, ki so tega potrebne, komu bom lahko pomagal, predvsem pa tisto, ostati jaz in pa tebe in pa seveda nekoga, ki na ulici
ga ne poznam, ga pozdraviti in deliti, bom rekel, neko dobro voljo oziroma dobro energijo. To mi je predvsem pomembno, da se moramo zavedati, da ljudje kot takšne, ne, smo odvisni drug od drugega, ne pa od egoizma. To je to. To je to. Mi smo že tu 45 minut skupaj. Gre hitro. Pa mi da smo kot ženske. Ja. Če imaš ti še kaj za povedati, naš mladi športnik v te čas, ki mi imamo zdaj, ta kriza, ne? Če imaš kaj za povedati, prosim. Ja, absolutno. Jaz bom rekel, da predvsem v tej krizi je pomembno, da ste zelo odgovorni, ostanite doma, doma lahko delate vaje, karkoli se vam poljubi. Ni to razlog, da zdaj ne bi pa več trenirali, zaradi tega, ker zdaj pač ne morete v klubih. Poskrbite za sebe, za svoj duh, za svoje veselje, ampak tisto, kar je morda ena izmed pomembnih informacij, ni pomembno, kolikokrat vas je strah pred tekmo, pred nekim izpitom, ni pomembno. Strah je najboljši prijatelj človeka. Ni pomembno, kolikokrat vas je strah, ampak je pomembno, kolikokrat ga premagate. Strah, ja. In to je zmaga v življenju. Mene osebno je bilo vedno strah. Ker me je bilo res ono strah, da umreš, mislim, da zmrzneš, potem ne, ampak respekt, adrenalin, strah, ta napetnost, nepredvidljivost ti pomaga, da si odziven in zapomnite si to, da v bistvu izzivajte srečo do razuma, samo s tem boste prišli do tistega, da boste lahko premagali ta vaš strah, respekt in pa ne obupajte, vi veste, kje so vaše meje. In pa tista zelo taka zanimiva stvar, lahko prelisičite trenerja, lahko prelisičite cel stadion, ring, vsekakoli, ampak samo enemu pa ste res dolžni odgovoriti resnico, oziroma bo točno vedel, kdaj govorite resnico, ne, kdaj ste iskreni, pa kdaj niste. To je ogledalo vaše. Tisti, ki vas gleda v ogledalo, tisti vam bo povedal vedno resnico. Tako da, tu si odgovarjate, ko se vprašate, bi prevarali koga ali ne bi, ali zakaj ga boste. To je to. Mi tudi, ko imamo težko situacijo, vedno rečem, da ne smemo iskati neki en krivec. Mi moramo sam sebi se pogledati v gledalo in ti moraš narediti vse od sebe, da lahko pomaga sam sebi in ekipo. Točno, da računaj, da ti bojo drugi pomagali. Naredi sam, drugi pa ti bojo pomagali. To je to. Dejan, hvala lepa za tvoj čas, za tvoj pogovor. Marko, z veseljem. Si vzor za mene. Enako, Marko. Želim vse dobro za tebi, tvoja družina, pa dosti zdravje in bomo dosti krat se videli. Hvala lepa, Marko, želim vse enako in pa vsem, ki nas spremljajo, ostanite doma. Memo se radi. Čau. Lepi večer še naprej. Čau, se vidimo kmalu. Adijo. Čau, bye. Čau.